Torej, če me vprašate, kaj je komunikacija, z veliko lahkoto pobrskam po zgodovini filozofije in najdem nedosegljivega mojstra komunikacije v Sokratu. Starogrški filozof Sokrat je s svojim življenjskim poslanstvom dan za dnem pešačil po atenskih ulicah in debatiral s svojimi sodržavljani, zelo rad se je pogovarjal in preko pogovora iskal nekih globnih resnic. Kaj je dialog, pravi dialog? Kaj je ta sokratski dialog in zakaj je ta lekcija še vedno na nek način neizpolnjena, izredno aktualna? Sokratski dialog se začne tako, da se Sokrat spopade v pogovor s sodržavljanom, someščanom in sicer ne v luči učitelja, temveč v luči sobesednega, sogovorca. Pretvarja se, da hoče o določeni temi nekaj izvesti in da ga zadeva ekstremno zanima in da bi se rad poučil o tej temi. Ugotovi se, da je to nekakšen retoričen trik, torej vsak dialog se začne z neke vrste igro ali pretvarjanjem nekako. Zdaj, v nadaljevanju iz vprašanja v odgovor se pride na dan na nek način neko temeljno neznanje, ki ga sobesednik dokaže preko svojih izjav. Sokrat brska, rovari, preizkuša in dvomi. In preko sokratskega dialoga na nek način se pojavi neko temeljno nerazumevanje o pojmu, o katerem teče beseda. Torej, dokaže se, da je sogovornik mislil, da o tisti dani temi nekaj ve, v resnici pa temu ni tako. Zdaj si boste rekli, dobro, torej stvar rešena, Sokrat je hotel dokazati, da je sogovornik nek nevednež. Ni tako. Dragocenost sokratskega dialoga je v lekciji, da se ob priznanju lastne nevednosti lahko dialog pravzaprav šele začne. Oziroma, takrat, ko človek prizna in reče ne vem, se pravzaprav odpre možnost radovednosti in grajenja novega znanja. Tako da se v drugi fazi sokratskega dialoga na nek način upelje gradnja, košček za koščkom, nekega boljšega, bolj utemeljenega znanja o tisti dani temi in se začnejo rojevati nove misli. Tako da gremo od ironije preko majevtike do na nek način še, mislim, da nedoseženih višav tega, kaj je pravi dialog, kaj je prava komunikacija. Zdaj, kaj nas lahko ta lekcija nauči nas, recimo da Slovencev v Italiji? Mislim, da dveh temeljnih stvari. In sicer prvič, ni vsak dialog pravi dialog. Kaj s tem mislim? Ni vsak dialog pravi dvogovor. Veliko je lažnih dialogov in mislim, da smo tega v naši politični, družbeni in medijski prisotnosti imamo res veliko dokazov za to. Kaj s tem bolj natančno mislim? Predstavljajte si dve starejši ženici zjutraj na poštnem uradu, recimo, ki se pogovarjate v pričakovanju, da pridete na vrsto. In se pogovarjate o tem, kaj boste počeli tisti dan. Recimo, jaz sem v lonec vrgla meso za kosilo, jaz pa kuham mineštro, moj sin je včeraj pravkar diplomiral, ne, moj je pa izgubil delovno mesto. Torej, veliko dialogov, torej deluje vse skupaj, kot da se nekje pogovarjata, kot da komunicirata, kot da dialogirata, pa vendar gre tu za nek lažen dialog. V resnici gre tu za eno usporednost dveh samogovorov. Vsaka govori svojo zgodbo. In nekaj podobnega mislim, da se dogaja tudi pri nas, v smislu, da vsak zagovarja svoj prav, svojo resnico, ne da bi v dialogu, recimo za kakšno okroglo mizo, v medijski prisotnosti, v časopisih, prišlo do resničnega stika, kontakta, torej tudi konflikta. Drugo sporočilo pa sledeče, da te dialog mora spremeniti. Takrat, ko ti ugotoviš, recimo, svojo nevednost, ko ti prideš, ko se te usporednici dveh samogovorov stikata, recimo, in ko prideš v navzkriž z drugim, se lahko vse skupaj šele začne. Torej, dialog mora človeka spremeniti, dialog, v katerem se oseba ostane taka, kot je bila prej, mislim, da je lažen dialog in zdaj se sprašujem, ali ste pripravljeni sprejeti ta izziv.